Ra, 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 re, 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 re. Lahko? Živjo, sem Laura Menard in danes bom odgovorila na 24 džunglinih vprašanj. Trenutno vodim en nov center, Vanila se reče. Imamo ful različnih stvari. Za otroke, za odrasle, poučujem petje, prirejamo dogodke, rojstne dneve, animacijo, v glavnem vsega veliko. Zraven pa delam content za TikTok, za Instagram pa vloge na YouTubu. V šoli sem poučevala do januarja. V bistvu jaz sem profesorica glasbe, tako da bi mogla učiti glasbo na predmetni stopnji. Nisem pa učila, ker ni bilo prostega delovnega mesta na tej šoli, kjer sem jaz poučevala, tako da sem bila v jutranjem varstvu, v podaljšanem bivanju, pa učila sem vse 3 šolske zbore. Današnje generacije so ful bolj nahajpane, ful imajo več energije. Veliko več je ADHD-ja, zato ker je nekako privzgojen od majhnega, ker so tako hitro v stiku z igricami, aplikacijami, kot so TikTok, Instagram in podobne stvari. Oziroma YouTube, oni niti ne gledajo Instagrama. Naše generacije so bile bolj mirne. Ampak tudi ta generacija je zelo zanimiva. Poučujem tudi petje. Vaj je ful velik, ampak če prikažem eno čisto tako navadno, je recimo katerkoli, recimo jaz izberem R ali pa T ali pa F in potem delamo zraven z samoglasniki, recimo ra, 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 re, 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 ri, 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 ri in tako dalje. Obstajajo pa tudi različne bolj smešne vaje, se mi zdi kot to. Ena je recimo klicanje golobov, tako je rekel moj oči, ko sem jaz to vadila med karanteno doma in se sliši takole. Moja čudna navada je po moje to, da moram vsakič, preden grem spat, nekaj mičkenega pojesti, pa nima veze, a je veliko ali manj, ampak res mora biti malo, samo da nekaj je, ker drugače ne morem zaspati, ker sem tako lačna. Nove pesmi po moje ne boste, ne pričakovati, ker je po moje ne bo, tako da ne boste slišali. Šla sem ven iz teh glasbeno-pevskih vod, tako da na žalost ne. Ven iz teh glasbeno-pevskih vod sem šla zato, ker v bistvu je ful preveč vsega. Res moraš pač posvetiti svoje življenje temu in jaz nisem bila pripravljena vložiti vse v to. To pomeni, da si ne moreš privoščiti ničesar drugega, kot sam delati za muziko in pač tudi tvoj lifestyle je temu primeren, tako da žal. Če bi bila za en dan nevidna, bi pa moje šla v banko pa jo ropala. Neiskrenosti. Oziroma tistega, da najhuj so mi ljudje, pri katerih ne vem, kaj si mislijo o meni oziroma o sami situaciji, v kateri sem s tem človekom. Po mojem moraš najprej najti osebo pravo, ki se res toliko pokonektata, da sta tako res best frienda, pa vse zraven, kar pride, da imata pač neko to energijo, da si malo drugače, kot bereta misli, oziroma to pride včasih, da kar iste misli pridejo pri obeh skrat. Pa iskrenost. Se mi zdi, da iskren pogovor pri vsaki težavi vedno najbolj pomaga. Po moje nimam tako celebrity crusha ful, ampak
Imam obdobja, v katerih pač spremljam nekatere določene ljudi bolj in trenutno najbolj spremljam Ano Siter. Po mojem neodločnost. Da se ful se težko odloči. Ne vem, meni je težava že se odločiti, kaj bom jedla. Pač tehtnice. S TikTokom po mojem, samo s TikTokom se po mojem ne da živeti, no. Tako pri nas ful premalo plačajo, to ni tujina, tako kot so influencerji res ful plačani za svoje delo pri temu. Ampak če delaš zraven tega še kaj, se da s tem preživeti. Koliko sem pa jaz plačana, pa dovolj, da preživim. Pač jaz sem na začetku mojega TikToka ful snemala prigode prvošolčkov, oziroma, ne prvošolčkov, ampak kaj so že bile? Otroške prigode. Pa sem spremenila v otroške prigode. In sicer to so bile večinoma vse prigode, ki so se meni dogajale v šoli z mojimi tamalimi. Samo da sem spremenila imena in podobne stvari. In če vas to zanima, greste lahko na moj TikTok, pa si čist dol pogledate te prigode. Ampak ena izmed najbolj smešnih je bila meni, ko sem jih vprašala, kaj so manekenke. In so se začeli ful smejati. Tako da mi je bilo ful bad. In pa sem rekla, pač, zakaj se smejejo, ker mi ni bilo jasno, pač manekenke. In je en tamal rekel, ja, da to so one ženske s kokosi na joških, pa pač, ker ne vem, kaj je on mislil. Po moje kakšne one havajske plesalke ali pa kaj takega. Ful smešen. Po mojem preveč. Jaz kar hitro zaplavam v te aplikacije. Če ocenim na uč, nikoli nisem sploh gledala screen time, ampak po moje okrog 2 ure, uro pa pol, preveč v glavnem. Petje v avtu večkrat. Po mojem, da bi bila bolj samozavestna, da se ne bi toliko obremenjevala s tem, kaj si drugi mislijo, pa da bi si več mislila vse, pa bi pač sam delala svoje, kar si jaz želim, ne pa toliko razmišljala, kaj si bo kdo mislil o tem, kaj delam, pa kako delam. Trenutno sem obsedena z vloganjem. Imela sem obdobje, ko sem hotela ful delati vloge na YouTubu, pa mi je časovno pač ni šlo skozi in mi je bila to samo muka. Zdaj sem pa končno v bistvu pustila vse drugo in delam samo vanilo pa content in imam čas tudi za to. In sem zdaj začela nazaj vlogati na YouTubu in to mi je tako največji life. Pač, ko mi čakam, da začnem delati tune a day in a life in take stvari, to mi je pač ful dobro. Najboljša stvar pri tej izkušnji je, da ti da kar veliko prepoznavnost. Najslabša stvar pa za mene osebno vse ostalo, kar je bilo zraven. Full hype pa full down, ker ti ne uspe oziroma ker nisi to, kar oni potrebujejo za oddajo. Iskreno ne vem točno. Se mi zdi, da sem še malo lovim, kaj točno bom. Ampak mislim, da v naslednjem letu, 2, lahko pričakujemo veliko kontenta. Ja, da se nisem naučila klavirja, ko sem bila majhna. To mi je toliko žal. Pač jaz sem se vpisala v glasbeno šolo in sem se najprej vpisala na klavir, ker sem si želela špilati klavir, ampak je bila čakalna vrsta, tako kot vedno, in sem šla na to frulico. In pol tisto leto enkrat v šoli ena punca igrala citre na zaključni prireditvi in meni se je to toliko fajn zdelo. In jaz sem se pa vpisala na citre in tam valjda ni bilo pač čakalne vrste in sem bila takoj sprejeta in pol nisem šla na klavir. Tako da sem se klavir pol na hitro naučila na faksu, ampak nisem toliko sproščena za klavirjem, kakor bi mogla biti.
Moj skriti talent je, da znam miga z ušesi. Čakaj, bom pokazala. Čakaj. Aha, migamo. Meni se ful zdi pomemben, da ostanete zvesti sami sebi, da posvečate veliko časa na razvoju, torej sebe, svojega minda, vašega počutja, ker sam tako boste lahko pač res dobro delali v lifeu. Pa ni vse samo work, ampak moraš res poskrbeti najprej zase, pa bo vse ostalo tudi šlo. To je to za danes. Lepo vabljeni na profile Džunglje, na moje profile pa gledajte si me na TikToku pod Menardova, na Instagramu in na YouTubu. Pa lepo bodite. Čau!